Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji aktualno se bomo pogovarjali o prometu. V studiu pozdravljam Petra Lampeta, predsednika Združenja šoferjev in avtomehanikov Idrija. Dobrodošli. Pozdravljeni. Zveza šoferjev in avtomehanikov najpogosteje opozori na sebe ob 1. septembru. Takrat najpogosteje vidimo vaše člane, ko varujejo prehode za pešce. Drži? Točno tako. Zakaj se takrat vključujete v te akcije? Ja, naše delo je že tako nasplošno preventiva v prometu. Ne? Se pravi, vse te stvari, kot so za vozače, za šolarje, za hoja, bi rekel, pešcev, vozači, vozniki umirjene prometa, sploh tiste prve šolske dni. In pa nasplošno tudi zdaj, ko je daljša noč in krajši dnevi, osvetlitev samega sebe, opozarjanje na te stvari. Organizirani ste kot društvo? Tako. Je pa najbrž res, da zadnje čase imate nekaj članov manj kot pretekla desetletja. Ja, trenutno nas je 31, tu ni nobena skrivnost. Bi si pa želeli, da bi se včlanili tudi drugi, namreč za vse so odprta vrata. Kdo se pravzaprav lahko včlani? Včlani se lahko vsak, ki mu je nekako promet blizu. Ni potreben poklicni šofer, avtomehanik. Niti najmanj. Tudi v statutu piše, da je dobrodošel vsak simpatizer prometa. Vsak, ki mogoče malo sledi novemu razvoju, tako vozil kot obnašanju prometa. Tudi zadnje čase vemo, da se tudi spreminjajo zakonodaja in vse te stvari. In če to malo sledimo, pol mislim, da smo že potencialni kandidati za vstop v naše društvo. Je pa res, da s podmladkom delate v osnovnih šolah? Ja, tako je. Tudi imamo, zdaj smo imeli na primer septembra šolske urice za najmlajše. Nam pomagajo tudi iz ZŠ Vrhnika, člani, ki imajo dosti dober uštiman poligon, tudi semaforčke in vse te stvari. In se nekako na nek otroški način, pa tudi za namero skrbnosti, da jim pokažemo, kako je treba dati takrat malo več, bi rekel, glihe in pa skrbi na sebe, ko prehajamo čez prehode in da takrat ni v roki telefon oziroma druge stvari. Občina ima organiziran tudi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Kako sodelujete s tem organom? Ja, kar se da najboljša. Ne? V bistvu vse te veje mislim, da je treba izkoristiti, ki so dane. Tudi predsednica SPV-ja je tudi članica našega združenja. Tako da mislim, da se lahko odvije kar dobršen del, seveda. Posluh mora biti, bi rekel, povsod, malo časa si je treba vzeti. Predvsem pa članstvo, ki bi aktivno pristopilo k temi aktivnosti. Na področje prometa se vključujejo tudi policisti. Kako sodelujete s policijsko postajo v Idriji? No, policijsko postajo Idrija sodelujemo, mislim, da kar zgledno. Ne? Tudi nekako smo v kontaktu tiste prve šolske dni, ko je treba nekako pogledati, ki so tiste šolske poti, če se je kaj spremenilo, če se kakšno delovišče, kot je bilo v Spodnji Idriji, naprimer pred leti, če se da kje drugje speljati bolj varno tisto pot. Se jim pa hkrati tudi zahvaljujem, ker so nas v bistvu nagradili z eno bronastim odlikovanjem policije. Mislim, da je to ena lepa stvar, katera jih tako doprinese za sodelovanje. Ne? Funkcija policije v tej zgodbi ni samo, da kaznuje prekrškarja, ampak včasih tudi, da koga opomni, da je vzgaja pravzaprav. Ja, seveda, se tudi takrat, ko skupaj, bi rekel, delamo preventivno akcijo, mislim, da je prav, da se takrat ne kaznuje in pa
da se opozarja, po drugi strani se malo tudi, bi rekel, malo za šalo, malo za res, da je naša cena bolj primerna našim denarnicam, kot pa njihova, tako da mogoče tudi to. V vaši zgodovini piše, da je bilo društvo ustanovljeno leta 57, torej boste kmalu praznovali 70-letnico. Ja, res je. Jaz upam, da jo bomo. Če smo 60, mislim, da je tudi 70. Čas hitro gre, tako da mislim, da je prav, da se to da gre naprej ta stvar. So pa bili to drugi časi in tudi drugi problemi v zvezi s prometom, druge dejavnosti. Leta 57 verjetno tudi še konjske vprege na ulicah. Ja, seveda. Tukaj moramo vedeti, da je bilo rudarstvo zelo potrebovalo, bi rekel, ta transportni sistem. In smo se dokaj tudi mislim, da je Zašan Vrhnika prišla kasneje, da se je kasneje uveljavila. Tako da pri nas so se 57. leta skupina 6 mož so ustanovili naše združenje. Tista leta je seveda teh komunikacijskih sistemov, kot jih danes poznamo, ni bilo. Je šlo iz usta v usta. In tudi, ko so šoferji vozili v druge države, se pravi, so mogli vedeti, s čim morajo rokovati, s čim seznaniti, katere dokumente je treba v kateri državi pokazati, v katerih tudi ne. In mislim, predvsem je bilo to takrat na temu namenjen, mogoče tudi zaradi tega se v bistvu še danes še zmeraj tako večina ljudi misli, da je to namenjeno predvsem združenje šoferjev. Mislim, to združenje namenjeno šoferjem in avtomehanikom, ampak seveda prva stvar pa je preventiva v našem okolju, sploh trenutno, ker imamo en kup, bi rekel, teh veliko nalog, zadolžitev projektov. Ja, v bistvu imamo toliko teh informacijskih, da enostavno nas skoraj ne potrebujejo več, so ažurne druge stvari in smo tukaj, se mi zdi, prav najdli naše poslanstvo predvsem v fizičnem pristopu preventive. Starejši gledalci se bodo verjetno spomnili časov, ko je bila Idrija pomembno središče tudi za prevozništvo kot tako podjetje Promet, avtoprevoz pravzaprav. To je bilo pomembno podjetje, ne? Ja, absolutno. Sej prav v tistih 80 letih je bilo pri nas za reči 300 članov, tako čez palec, ampak seveda pol avtopromet, mislim, avtoprevoz je šel. Se je preoblikoval druga podjetja in zmeraj manj je bilo nuje v bistvu za včlanitev v naše združenje. Nekateri so celo šli v druge branže, nekateri v pokoj in tako naprej. Sedaj najbrž Brus Transport nadaljuje tradicijo kot najbrž največje podjetje v teh krajih, ne? Ja, absolutno. Oni, mislim, da so dosti veliki v tem. Pogled vnaprej pa pravzaprav moramo začeti pri današnji mladini. Prisotni ste v osnovnih šolah, drži? Ja, to je res, ja. Kakor se le da, smo skupaj tudi s policisti oziroma drugimi člani naša združenja, da jim nekako pristopimo, da vidijo, da enostavno se je treba določenih pravil držati v prometu. Otroci postanejo pravi udeleženci v prometu najpogosteje s kolesom. Sicer tudi pešci so na nek način udeleženci v prometu, ampak ko pa otroci dobijo kolo ali pa danes skiro, na primer,
so pa stvari lahko že bolj resne, ne? Ja, se vidite, bi rekel, že sama nepazljivost v manjšem trenutku je lahko, da rečemo, usodna ali pa s težjimi poškodbami. Ne? Sploh s kiroji vidimo zadnje čase, da je to, da gre nekaj izpod nadzora, da rečemo. Ne? Koliko otrok na leto naredi ta kolesarski izpit? Ja, mislim, da tukaj je nekje 70 otrok v samo Idriji, pa še spodnja Idrija sodelujemo z Godovičem, ki ima odlično infrastrukturo tudi v zadnjem času, in pa nekaj malega tudi v Črnem Vrhu. Ja. Ugotavljamo, da imajo sodobna vozila tudi nekaj novih lastnosti, namreč vse tišja so, kar za vse udeležence v prometu, ki so najbolj ranljivi, to pa so pešci ali kolesari, pomeni kar neko novo okoliščino. Avtomobila skoraj ni slišiš, ne? Ja, tukaj je res, če si sam zamišljamo tudi starejši ljudje, ne, da rečemo, malo slabše slišijo, in pride lahko hitro do kakšne nesreče, tako da, ne vem, moramo biti res, zadnje čase moramo biti pazljivi zelo. Seveda motijo pa že same osebne stvari, kot bi jih rekel, kot je telefon, kot so slušalke, bi rekel, poslušajo, mislim, oziroma, ko imajo kontakte, in okolice nekako ne zaznajo. Ne. Po drugi strani je pa v vozilih kup, bi rekel, teh na dotik, teh stvari, in nimaš lih pravega občutka, ne? Če gledaš na cesto, a si na ta pravi poziciji oziroma na ta pravem delu ekrana, ne? In pogled nam uhaja, bi rekel, iz cestišča, iz vozišča, in mislim, da je tukaj kar doskrat se ujamemo, ne bomo tudi sam sebe, bi rekel, ne moremo izvzeti iz tega, ne? Ampak vidimo, da se dogajajo stvari, ki so lahko hitro, bi rekel, v nekem neprijetnem položaju. Bodo te težave rešili samo vozeči avtomobili? Ja, jaz upam, da ne, ker mislim, da če si za volanom kot pri drugem delu, bi bilo prav, da bi bila vozila po našem mnenju tako narejena, da določene stvari ti olajšajo, ampak da te spodbujajo, da si prisoten. Da si pri stvari. Tako. Da si aktiven, bi rekel, da te stvari slediš. Če povejo še nekaj vaših osebnih podatkov, najpomembnejši v tej zgodbi je najbrž ta, da ste poklicni voznik avtobusa. Torej se s to dejavnostjo ukvarjate praktično vsak dan. Ja, res je, ja. Avtobus vozim že 17 let, tako da, ja, nekaj izkušenj se je nabrala, ja. Najpogosteje na linijah okrog Črnega Vrha, Godoviča, Idrije, na tem območju? Ja, to je najbolj pogosta, bi rekel, proga. Seveda pa tudi kakšne planince kam ali pa šolarje lih tako na občasne prevoze. Torej bi znali tudi zelo hitro svetovati upravljavcem cest in načrtovalcem, kje bi bilo pametno, smotrno izboljšati razmere, ne? Ja, se lete, mrdaj pogovor zanese tu in tam, kje bi bilo dobro in kaj ne zdaj, kje so pa tiste, na kjere stvari je pa treba še vse, da rečemo, da to gre zakonsko skozi, so pa to druge institucije, ki morajo tudi reševati. Damo predloge, ja, to pa drži. Tako SPV-ju tudi imamo možnost, ker so SPV-ju 4 člani, da je tudi, če ne bi bil na njihov član noben, v našem združenju mi še zmeraj možnost, da je eden od naših članov v njihovem članstvu, bi rekel,
v njihovem okrilju SPV-ja in damo lahko pobudo tako in tako. Tako da z občino imamo neko vejo komunikacije, ki lahko doprinese kakšni izboljšanosti. Ceste se posodabljajo vsako leto, kak kilometer, dva. Naprimer, Zala je ta trenutek do neke mere kar posodobljena, pa vendar je dobila spet semafor. Ja, se je izgleda, da se tega ne bomo rešili, ampak mislim pa, da je že v teh 20 letih, mislim, da se na dost manjših delih lahko se ni treba ustavljati, ne z avtobusom, tudi če je tovornjak preko nasprot. Tako da mislim, da se širi in da je dokaj. Glede na teren je dokaj primerna za vožnjo. Tudi povezave med Idrijo in Spodnjo Idrijo, bo s to novo cesto od Marofa do Spodnje Idrije, bodo razmere bistveno boljše, kot so bile. Ja, jaz upam, da ja. Mrzkdaj dobimo pol, kot je na primer v Logatcu, ko je kolesarska narejena, ampak vsak izvoz, bi rekel, je nižje in pa spet višji ta pločnik, ni v isti višini in se rajš še zmeraj raje peljejo neki, bi rekel, tisti profesionalni kolesarji po cesti. Tako da jaz upam, da se tukaj ne bo pojavil nek tak segment, da bi se rajši vozili po cesti, ampak da bojo na svoji, bi rekel, na svojem pasu oziroma na svoji površini se vozili kolesari, ker tudi glede prehitevanja avtobus oziroma tovornjak s prikolico rabi kar nekaj dolžine, da to vozilo prehiteva. In jaz upam, da bo tako res bolj varno. Uvajanje krožišč pred desetletji je prineslo takrat neko novost, ki se je skazala za zelo dobro. V občini Idrija jih je silno malo. Največje križišče s problemi, kar pogostimi zaradi zastojev, pa je v mestnem središču ob Idrijci. Kako gledate na idejo, da bi tam postavili krožišče? Ja, ne vem, sigurno, jaz mislim, da ne bi bila taka zadeva to narediti, se pravim, preslej trčimo ob kakšno zakonsko prepreko, krožišča, predvsem je tu dva pomena, da umirijo promet in so pač manjši, tudi da rečemo ob trku so te poškodbe manjše. Tako da jaz pozdravljam, mi pozdravljamo krožišča in mislim, da se jih bi dal malo več narediti in pa potek prometa je bolj hladka, tako da zakaj pa ne. Je pa res, da morajo vozniki upoštevati priporočeno manjšo hitrost, kot ste rekli. Kot primer iz Godoviča nedavno tega se je obrnil, tako je bila prometna nesreča tovornjak, najbrž zaradi kakšne prehitre brzine. Ja, zdaj veliko stvari je lahko tukaj vpletenih, lahko je bil kakšen tovor problem, lahko je bilo, ne vem, te situacije res ne poznaš, lahko konec koncev je bila slabost voznika, tukaj se bom rekel distanciral, tudi sam sem, bi rekel, lahko čez dva ovinka v isti situaciji, tako da biti preveč pameten v tej smeri mislim, da ni dobro. Ja. Kako gledate na prihodnost delovanja vašega društva? Ja, mi si predvsem želimo večjega članstva, tako mlajših, kot tudi starejših, kakšnih, da rečem, mlajših upokojencev, ki so aktivni in so bili mogoče aktivni tudi v kakšnem drugem združenju oziroma društvu in bi pristopili za kakšno, bi rekel, varovanje, mogoče tudi svojih vnukov zareči pred šolami in pred ustanovami, kjer se umirja promet, jaz bi rekel, dobrodošli vsem. Vi ste odprti? Sigurno. Peter Lampe, predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov iz Idrije,
Želim vam vse dobro v vašem društvu in se vam zahvaljujem za ta obisk in pogovor v tem studiu. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.